Danes bomo imeli pa delavnice leta. Prostora je res več, pa vidim, da jih je še veliko prišlo. No, če je pa tako, onda pa dober večer, Sevke. Nekaj se bomo že vrajtali. Kaj mislite? Malo bomo špilali, popevali, se popominali, pa še se bo kaj našlo. Kaj pa vi to v rokah držite? No, vam je pa naročil, da rože prinesete. Jo, zdaj sem se vrajtala, da mi je doma mama nekaj naročala, ne grem za hosto, pa rože naberem, da jih bom nucala za delavnice. Sploh jo nisem poslušala, pa tudi pozabila sem že na to. Si pa res čudna. V šoli ne poslušaš, doma ne poslušaš, kak se le poslušaš na delavnicah, ko povejo, kaj se bo drugi delalo. Živiš v svojem sveti, pa samo ta gugi telefon vrtiš v rukah, pa vlečeš pojem. Ja, vlečem. Pa marsikaj tudi najdem, pa preberem na tem pametnem telefonu. Dede, onda pa baš povej, kaj si pametnega prebrala. Bolj kot tega, vse pa tudi ni zapovedat. Ti si pa res radovedna. Dede, povej že enkrat, se ne bo nešel čov. Prebrala sem nekaj o praznikih. Ma ne da se mi zdaj to razlagati. Da se ne da razlagati. Še nič ne ve. Jaz pa vem, da so tisti dnevi točno v sredo 8. marca ženske po celem svetu praznovale svoj praznik. A tako, tudi ženska ima svoj praznik. Da si ti ženska, mislim, da imaš še prodnečne zube. Boš mogla še nekaj žgančkov pojesti, če sploh veš, kaj je to. Ti si tako žaljiv, da žensk veš? Vse so ženske. Naše babice, mamice, sestrice, tete, sosede, učiteljice, vzgojiteljice in tudi mi. Vaše sošolke, vaše prijateljice. Samo daj mi reči, da mi zvedu, ali čuj za ta praznik. Tudi je mednarodni dan žena. Seveda ve, da je 8. marec mednarodni dan žena. V starini so mu rekli dan delovnih žensk. Samo ne bom njega sedela. No, ja, saj tudi jaz prav dobro ne vem, za kje je 8. marec mednarodni dan žena. Malo sem se pominjala doma z babico in mamico, pa v šoli smo govorili o tem. Odstupila sem, da so bile ženske dolga leta zaničevane, nič vredne, brez pravic. Čak, sem se vrajtala. Nisem zastoj vlekla po telefoni. Zdaj vem, da se mednarodni dan žensk 8. marca praznuje že od leta 1907. Saj so se na ta dan začeli protesti v Petrogradu, danes Sankt Petersburg v Rusiji, iz katerih je nastala komunistična oktobrska revolucija. Že pred več kot 100 let so bile ženske zaničevane, manj vredne od moških. Niso imele nobenih drugih pravic, kot to, da so smele roditi deco, da so opravljale gospodinjska dela, garale na njivi, pa skrbele za družino. Folk pa se je ena pametna, pogumna in močna ženska, gospa Klara Cetkin, davnega leta 1889 začela bojevati za ženske pravice. Nisem čisto točno zastopila, kako je to ratalo, vem pa, da je ob sebi zbrala še mnogo drugih pogumnih žensk in da so nekako dosegle te pravice. Pravice. Se še danes se morajo pelej boriti za njih. Žalostno. Tudi jaz nisem tega vedela. Sploh si ne morem zamisliti, da so se take stvari dogajale. Dogajale. Starši so jim še muže zbirali. Mnogo je bil bogat, pa ni bilo važno, če je ne rad. Kaj to pomeni, da niso smele naš več? Tudi nekoliko dec bo imele. Kdaj jih bo imele in v koga jih bo oblekle? Babi je rekla, da je bilo še veliko hujše, pa mi ni htela povedati. Je rekla, da sem za take stvari še premlada. To bi moglo biti pa res hudo. Mislim, da tudi svojega denarja niso imele. Kaj pa vi rečete? To bi jim ga pa dal, če so kakšno jajce vkrale v životijevki in ga prodale filarki. So še imele kakšen dinarček, da so svojim otrokom kupile kakšen priboljš. Ja, pol je pa dobro, da je ta pametna gospa Klara Cetkin naredila z kako moštvo. Skoro po celem svetu je ženska ustvarila pravice, da so postale enakopravne z moškimi. Zdaj pa že oni rečejo, da so okroženi. Bili so res težki cajti. Mi si to ne moramo predstavljati.
smo se pa vrajtali na vas, drage ženske, skromni šopkom rož, s programom, ki jo bodo izvedli pevci, muzikantje, pa še kdo. Čestitamo vam v prazniku in želimo lep večer. Sedaj pa besedo dajem gospe Mihajeli Blaževič. Hvala za besedo. Najprej bi rada pozdravila predvsem naše mlade, aktivne in zavzete, ki so vložili svoj prosti čas in ustvarjalnost, da lahko danes prisostvujemo tej prireditvi. Lepo pozdravljene tudi vse obiskovalke, starejše in mlajše, ki spoštujete ta naš praznik žensk, 8. marec. In nazadnje, pozdravljeni tudi vsi obiskovalci in vabljeni gostje. Gospod predsednik krajevne skupnosti, gospod Ivan Borovšak, gospa predstavnica občine Brežice, gospa Vesna Kržan, lepo pozdravljeni med nami. V naši kulturi je že tisočletja v veljavi patriarhat, kjer je ženska imela svojo vlogo, vendar omejeno na določena opravila. Pri odločanju ni imela besede. Nekateri se še spomnite časov, ko ženske niso imele volilne pravice, niti svojega denarja, niti svojega mesta v javnem življenju. Dan današnje ženske lahko volimo, imamo svoj bančni račun, dostopni so nam vsi poklici. Naši možje nas spoštujejo in upoštevajo. Vedo, da tradicionalna delitev dela ne vzdrži več. Da smo prišli do sem, se je veliko žensk močno izpostavilo, se borilo za danes samoumevne pravice. Zato je prav, da se vsako leto spomnimo, da nič ni samo po sebi umevno, da nič ne pride samo od sebe. Tudi danes moramo sproti opozarjati na kršenja pravic šibkejših, otrok in žensk. Pohvalno je, da se tudi mladina tega zaveda, da ne zamre praznovanje 8. marca in vrednot, ki jih ta praznik predstavlja. Današnja prireditev pa ni samo to. Njena priprava je bila velik izziv za ekipo mladih, ki so prevzeli odgovornost za organizacijo, za program in za izvedbo. Dali smo jim priložnost, ki so jo z veseljem sprejeli. S pomočjo sofinanciranja naše občine Brežice ustvarjajo skozi celotno leto pod okriljem naše vlasti Kerin. Nadaljujte tako, to je enkratna priložnost za pripravo na razne izzive v odraslem življenju. Hvala vsem, čudovite nastope vam želim, nam gledalcem pa obilo užitkov v poslušanju. Poslušali ste naše mlade kulturnike, ki so v domači kapelski govorici obudili zgodovino borbe za ženske pravice. Dopolnila jih je predsednica Kulturnega društva Kapele in sekcije za ohranitev dediščine gospa Mihajela Blaževič. Zahvaljujem se tudi predsedniku krajevne skupnosti Kapele, gospodu Ivanu Borovšaku, da je s svojim obiskom počastil kapelske ženske. Akordi citer pa vas bo v nežnost popeljala citrarka Sara Vogrinc.
Se strinjate z mano, da le redki inštrumenti zvenijo tako kot citre? Verjamem pa, da bodo tudi kapelski fantje Miha, Ažbe in David z izbranimi besedami pobožali vašo dušo. Že sedaj jim gre dobro od rok. Kako bodo to počeli šele čez nekaj let? Ženska je mati, hči, žena, sestra. Je neverjetna oseba, je močna, pametna, zvita. Je lepa, strastna, pogumna in velikodušna. Daje življenje, ljubezen, spoštovanje, hvaležnost in verjame v druge. Ženska vas bo negovala in se za vas borila. Kapele so poznane po glasbenikih, najbolj naša kapelska pleh muzika. A nič manj ne zaostajajo harmonikarji. Se spomnimo starih dobrih harmonikašev, Ivana Ureka, Franceka Zevjeka, Kostevca in organista Janeza, pa še bi lahko naštevala. Po njihovih stopinjah gresta mlada fanta Tic Šitnik in Marcel Stanič, ki nabirata znanje pri znanemu harmonikašu Toniju Sotovšku.
slišati igranje mladih harmonikašev in pohvalno, da ohranjajo slovensko glasbo, da bi jo le še dolgo in da se je ne bi nikoli sramovali. Iz mladih grl otroške pevske skupine Lučke bodo v naslednjih minutah zazvenele same lepe pesmice. Za njimi pa bo nastopila še njihova mentorica, zborovodkinja in profesorica solopetja na glasbeni šoli Risto Savin Žalec, sicer pa domačinka gospa Biljana Ann Novak. Boljšega človeka pač na svetu
Žametna roka in sivi prameni, nasmejan obraz. Ko te spet vidim, najlepši so dnevi, mi ustaviš čas. Padam tvoj objem, ti poznaš skrivnosti vse, ker v tebi zlato je srce. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko da spomino živi. Ob toplem ognjišču po sladkih dobrotah zadiši. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko dedek modrosti deli. A ena le si naša babi ti. Ko govoriš svoje zgodbe mladosti, se ti nasmejim. Vedno nosila vse to bom v sebi, ko da z mano si. Daješ, kar imaš, ti pa znaš skrivnosti vse, ker v tebi zlato je srce. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko da spomino živi. Ob toplem ognjišču po sladkih dobrotah zadiši. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko dedek modrosti deli. A ena le si naša babi ti. Naša babica, ti poznaš skrivnosti vse, ker v tebi zlato je srce. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko da spomino živi. Ob toplem ognjišču po sladkih dobrotah zadiši. Res je najlepše, ko skupaj smo zbrani, ko dedek modrosti deli. A ena le si naša babi ti. Ni napovedi, dobro? Evo. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda ode svud, a srce traži samo jednu, za jednom čežnja puni grud. Zaljubit ćeš se iznenada, dok krvca u tvom srcu vri. I cijeli svijet je divan tada, ostvareni su sretni sni i pjevaš ti. Ja ljubim, dok strune srca glasno poje. Ljubim, jer sreća krasi život naš. Ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda ode svud, a srce traži samo jednu, za jednom čežnja puni grud. Zaljubit ćeš se iznenada, dok krvca u tvom srcu vri. I cijeli svijet je divan tada, ostvareni su sretni sni i pjevaš ti.
si. Ja ljubim, jer strune srca glasno poje. Ljubim, jer sreća krasi život taj. Ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. Hvala Lučkam in Bibi za ubrano petje. Vztrajajte še naprej. Ko vam bo hudo, pa se spomnite misli, ki vam jih bodo sedaj izrekle naša dekleta. Julijana, Luna, Mija, Eva, Nika in Evelin. 8. marec, dan žena, voščimo vam iz srca. Rožice vam podarimo, sreče in vsega lepega zaželimo. Danes vam bo ptička pela, rožica bo zacvetela. Stisni bomo v dlan, da bi na takšen bil vsak dan. Otoček bo za vas šumel, in vam veselo pesmico zapel. Drage žene, da bi zdrave nam ostali in z nami še vrsto let praznovale. Vsi se pa že veselimo, da v petu sporedu stojimo. Vse to, kar smo poslušali in videli, se preliva med sedanjostjo in preteklostjo. V pesmi in besedi so bile poveličevane ženske. Ljudski pevci, kapelski pubje bodo s svojim petjem čestitali vam, draga dekleta in žene, verjamem, da vam bo ob njihovem petju toplo pri srcu. Bog dala
da ti zdravila imaš, a mene ti ozdravi znaš. Potem si moja prva ljubav, pa nobena druga. Potem si moja prva ljubav, pa nobena druga. Lan sem se oženil, pred pustom je bilo, plesali bi radi, pa godca ni bilo, plesali bi radi, pa godca ni bilo. Godca smo dobili, čas hvala Bogu, plesali bi radi, prostora ni bilo, plesali bi radi, prostora ni bilo. V enem kotu brana, v drugem pa drevo, tretje moja ženka držala se grdo, tretje moja ženka držala se grdo. Za kruha sem jo prosil, pa mi ga ne da. Za lase me pograbi, čez prak me ven pelja, za lase me pograbi, čez prak me ven pelja. Spet se je podrla, kaj bom jaz počel? Ženka mi je umrla, kako sem jaz vesel, Ženka mi je umrla, kako sem jaz vesel. Spet smo zazidali, čas hvala Bogu, Ženko pokopali, ajo, jo popo, Ženko pokopali, ajo, jo popo. Hvala Vanka, pevski pubje, lepo vas je bilo slišati. A nismo še končali. Veliko se je nabralo materijala v teh 2 letih, ko nas je koronski čas malce ustavil. Tudi malo večji smo postali, kaj ne najmlajši člani podmladka. Pridite, zapojte in zaplešite. Tudi vi, draga publika, nam lahko pomagate. Radi, radi, radi,
Ja, tako so se nam predstavili naši najmlajši člani podmladka. Vam, drage ženske, čestitamo za minuli praznik Dan žena, kakor tudi našim moškim za včerajšnji dan mučenikov. Vsem se zahvaljujemo, da ste ta večer preživeli v naši družbi. Vabimo vas, da po končani prireditvi ostanete, da ob prigrizku nazdravimo in malce poklepetamo. Sedaj pa prosim vse nastopajoče, da se mi pridružijo na odru. Najprej bi se rada zahvalila vsem nastopajočim otrokom. Lahko še en aplavz za pogum. Zahvala gre tudi Bibi Novak. Kapelskim pubom. Kristjanu Novaku za ozvočenje. Hvala tudi pomočniku Jožetu Štraserju. Posebna zahvala pa gre naši Vlasti Kerin, brez katere današnjega dogodka ne bi bilo. V imenu podmladka bi se rada zahvalila vsem, ki nam pomagate in nas podpirate pri našem delu. Posebej se zahvaljujemo Tjaši, Katarini, Mihelci, Vlasti, Jožici in Mihajeli za vaš čas, ki nam ga posvečate. V zahvalo vam podarjamo skromno darilce, ki naj vam cveti celo leto.
Podmladek je enoglasno sprejel zdaj na takojšnji seji, da si veliko zahvalo zasluži tudi naša mentorica iz občine Brežice, gospa Vesna Kržan, tako da rumena rožica je zate. Tako, otroci so svoje oddelali, zdaj pa prosim, da se zadržite malo po tej prireditvi, malo te stole omaknemo, damo na sredo mize in se ob kozarčku in tem, ker so mamice napekle, poveselimo pa podružimo. Hvala lepa.